V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, v začetku časov pred tem materialnim svetom je Bog ustvaril čista duhovna bitja, angele. Res da to v poročilo o stvarjanju v Genezi ni zapisano, vendar o tem priča izročilo in na to pravzaprav sklepamo posredno iz poročila o stvarjanju, ker so angeli omenjeni, kot da so že obstajali. Po Božjem načrtu so bila ustvarjena najprej telesna bitja, ki nimajo nesmrtne duše, to so rastline in živali, nato angeli, ki so duhovna bitja brez telesa, in človek, ki ima oboje, ki je hkrati duhovno in telesno bitje. Podobno kot prvi človeški par, pa so bili tudi angeli na preizkušnji. O tem ne piše v Svetem pismu, vendar pa imamo izročilo, ki nam o tem govori. Ne vemo zagotovo, kaj je vsebovalo to sojenje, vendar en vir pravi, da je bila angelom prikazana skrivnost učlovečenja, da bodo morali služiti Božjemu sinu, ki bo prav tako človek, torej kot človek nižje bitje od njih. Nato pa del angelov ni hotel ubogati Boga. Nekateri razlagajo, da je bila to 1/3 velike množice angelov. Na njihovem čelu je stal Satan ali Lucifer, bil je najmočnejši od vseh angelov in se je uprl Bogu ter bil takoj kaznovan, vržen v pekel. Na drugi strani pa so bili dobri angeli, ki so še naprej služili Bogu. Vodi jih sveti nadangel Mihael, katerega god obhajamo danes, je praznik prvega razreda, zato ima prednost pred nedeljo. Tu cerkev praznuje čudežne dogodke, ki so se zgodili v današnjem največjem svetišču, posvečenem svetemu nadangelu Mihaelu v Monte Sant'Angelo v Garganu v Italiji. Tam se je sveti Mihael v 5. stoletju prikazal lokalnemu škofu in mu naznanil, da je ta votlina posvečena in da je treba v njej postaviti cerkev. Tako je nastalo to svetišče, zato se današnji praznik posebej praznuje spomin na ta dogodek in je največji praznik posvečen svetem nadangelu Mihaelu. Med angeli kot čistimi duhovnimi bitji, ki jih je Bog prvotno ustvaril, da mu služijo, torej ločimo tiste dobre angele, ki so ostali zvesti Bogu, in zle angele, ki jih imenujemo tudi zli duhovi, demoni ali hudiči. Na čelu hudobnih angelov stoji hudič oziroma Satan, njegov cilj pa je zapeljati človeka v greh in zlo, s tem pa v propad, njegovo dušo popeljati na pot pogube. Zato napadajo človeka, ga skušajo na različne načine zapeljati v greh. Na drugi strani so potem tisti angeli, ki so dobri in zvesti Bogu, sodelujejo v Božjem načrtu za človekovo odrešenje in skušajo človeku na tej poti pomagati. Veliko jih je, morda več milijonov ali milijarda, za večino izmed njih posebej ne vemo. Sveto pismo nam govori le o nekaterih izmed njih, zato želimo tu pogledati, kaj vemo o nekaterih angelih, o katerih nam govori Sveto pismo. Kot smo rekli, je voditelj oziroma poglavar Božjih angelov sveti nadangel Mihael. O njem govori že stara zaveza, knjiga preroka Danijela, saj bo v zadnjih časih pred Kristusovim drugim prihodom dobil nalogo, da vodi boj proti Satanu in padlim angelom. Bil je vodja tistih angelov, ki so ostali zvesti Bogu v začetku časov, potem, ko jih je Bog postavil na preizkušnjo. Zato bo tudi takrat ob koncu sveta imel nalogo, da potrdi tisto končno zmago nad Satanom in zlobni angeli.
zato ga še posebej častimo kot zavetnika v boju zoper zlo proti hudičevim napadom. Tu je torej vredno razmisliti, kako se ti napadi lahko manifestirajo in kako hudič napada človeka. Prepoznamo 3 stopnje. Prva raven so stvari in bitja, ki so v službi greha in nas tako skušajo zapeljati v greh in zlo. To so naši bližnji, ljudje, ki so se vdali grehu in skušajo s svojim slabim zgledom ali dejanji koga zavestno ali nezavestno zapeljati v greh. Na to jih uporabi hudič kot posredno sredstvo pri uresničevanju svojih načrtov. On je začetnik vsakega greha, tako da je zapeljal prvega človeka, po katerem sta na svet prišla greh in poželenje. Človekova grešna, neurejena nagnjenja, po katerih se njegovi grehi vse bolj množijo. Človek torej stvari tega sveta ne uporablja za dobro, ampak za zlo, izkrivlja njihov namen, dela, kar je v nasprotju z Božjimi zapovedmi. Hudič potem to uporabi, da tako človeka skuša, da mu na pot postavi stvari, ki ga morajo voditi v greh in ogroziti njegovo odrešenje. To lahko dela prek misli, ki se človeku porodijo in ga spomnijo na kakšen greh iz preteklosti ali na kakšno skušnjavo, s katero se je srečal. Lahko gre tudi za specifično zapeljevanje s strani določenih ljudi, ki ga želijo spodbuditi, da bi se pregrešil zoper ljubezen do Boga ali bližnjega. Včasih pa ga celo prisilijo, da zataji svojo vero. Slaba družba nas zvito vabi, da sledimo duhu tega sveta. Vse to so sredstva, ki jih Satan uporablja, da bi dosegel svoj cilj, da loči duše od Boga in jih usmeri na pot uničenja. Ja, temu se potem moramo zoperstaviti s tistimi rednimi sredstvi za naše zveličanje, da se zaščitimo pred grehom z molitvijo, prejemanjem zakramentov, krepostnim življenjem, s pokornimi deli, da bi res lahko uporabili vse, kar nam Bog daje za naše posvečenje in se zaščitili od vsakega grešnega napada. Drugi, bolj neposreden način delovanja hudiča je uporaba stvari, predmetov ali oseb, ki so se izrecno postavile njemu v službo. Prej smo bolj omenili njegovo posredno delovanje, kako ljudje počenjajo greh in zlo ali uporabljajo stvari v ta namen. Tukaj pa govorimo o posebnih izrednih sredstvih, ki so namenjena službi hudičev. To je lahko, ko nekdo preklinja sebe ali nekoga, ki mu je podrejen, naprimer starši otroke, in s tem na nje kliče hudičevo moč ali z uporabo kakršnihkoli sredstev, praks, s katerimi človek pride v stik s okultnim hudičem in se tako izpostavlja zlemu duhu. Žal je danes tako zelo razširjeno bogokletje, preklinjanje, kjer ljudje pogosto sploh ne razmišljajo o tem, kaj govorijo, ko pa izrečejo kletev, spravijo sebe ali druge pod hudičevo oblast. Potem pa so tu še razne čarovniške, magične, okultne prakse, ki se jih ljudje včasih poslužujejo, da bi dosegli neko minljivo zadovoljstvo ali komu škodovali. To je pogosto povezano z obredi, ki se izvajajo na določenih predmetih, tako da se preko njih želi delovati na določeno osebo. Lahko je prah, nekatere rastline, trave,
živalske kosti ali podobno. Žal so tudi ljudje, ki se s tem ukvarjajo. Čarovniki ali čarovnice niso neka bajeslovna bitja, ampak so to ljudje, ki se ukvarjajo s takšnimi okultnimi dejavnostmi, kjer se pride neposredno v stik s hudičem, ki potem magično vpliva na ljudi. Te začarane predmete imenujemo talismane, postavijo jih na določeno mesto v hiši nekoga, na mizo ali v posteljo, da bi na nekoga delovali škodljivo, magično, mu povzročali duhovno škodo. Tu se pojavijo določene motnje v človekovem življenjskem, psihičnem in duhovnem delovanju, za odpravo katerih so včasih potrebna posebna sredstva, posebne molitve odveze ali osvoboditve, ki jih se lahko moli osebno. Včasih jih mora zmoliti duhovnik nad osebo, ki je prizadeta. Tukaj gre za tako imenovani mali egzorcizem. Obstajajo zasebne molitve, ki jih lahko moli vsak. To so ravno molitve k svetemu Angelu Mihaelu. Imamo krajšo molitev, ki se moli po vsaki tihi maši. Najdete jo v malem misalu. Potem so tu še druge molitve odrekanja hudemu duhu, ki jih lahko vsakdo uporabi po potrebi. Pa še ena daljša molitev svetega Angela Mihaela je na primer uradni mali eksorcizem, ki ga lahko po potrebi moli duhovnik. Moli pa se lahko tudi zasebno in osebno. Torej je včasih potrebna takšna posebna vrsta molitve, ko hudič neposredno napade človeka na tak način, lahko bi rekli nekoga preganja, ker je zavedno ali nezavedno prišel pod njegov vpliv. To se kaže z določenimi duhovnimi motnjami, ko se pogosto izražajo v nekaterih življenjskih funkcijah z reakcijami ali vedenjem, ki je posledica tega, da je hudič to dušo na določen način obsedel. Zato so potrebne posebne molitve, vsekakor osebne molitve, seveda poleg vseh rednih stvari, ki jih mora človek opravljati, kar je nepogrešljivo, redna molitev in sakramentalno življenje. Tu pomagajo tudi sakramentali, svetinjica svetega Benedikta, čudodelna svetinjica, škapulir. Vse to je močna zaščita pred hudičevimi napadi in če so potem takšna znamenja izrecno prisotna, naj duhovnik moli ta mali egzorcizem nad osebo, ki jo to prizadene. Tretji in najmočnejši način, kako lahko hudič deluje na človeka, je, da vstopi v njegovo notranjost, da se tako reč naseli v njegovo dušo. To se lahko zgodi pri posebej hudih, zakoreninjenih oblikah ukvarjanja z okultizmom, da se nekdo popolnoma preda hudiču ali da to stori nekdo drug nad osebo, nad katero ima oblast. Temu se reče posedenost. Najvišja oblika obsedenosti. Tukaj hudič ne samo obsede nekoga od zunaj, kot v prejšnjem primeru, ampak tukaj obsede človekove fizične in duševne moči, tako da jih v določenih trenutkih obvladuje. Ta se potem kaže v posebej vidnih oblikah, kot so nadčloveška moč, v tem, da nekdo govori tuj jezik, ki ga ne zna, da ima posebno znanje, ki ga drugače ne bi mogel doseči, da je telesno nenaravno deformiran in tako naprej. Tukaj je potrebna posebna duhovna pomoč in takrat zato pooblaščeni duhovnik zmoli veliki egzorcizem nad osebo, da bi izgnal hudega duha, ki je to osebo obsedel. Vemo, da je Jezus sam iz ljudi, v katere so se
naselili, izganjal zle duhove. To je seveda počel s svojo božansko močjo, danes pa to počne duhovnik v Jezusovem imenu in v imenu cerkve. Treba je pojasniti, da to lahko stori vsak duhovnik, ki ga za to pooblasti škof ali predstojnik. Torej ne gre za duhovnike s nekimi čudežnimi močmi, kot se včasih prikazuje, ampak tiste, ki so izbrani in usposobljeni, da se posvetijo tej službi. Seveda pa se to dela diskretno v ozkem krogu vernikov, ki so povabljeni k molitvi, k pomoči, da se iz tega ne dela spektakel. Žal je v današnjem času, ko moč zla in greha narašča, vse več takšnih primerov, kjer je spet treba ločiti, ali gre res za hudičevo posedenost, ali pa so to delno težave na psihični ravni. Tu se skuša skrbno razlikovati, da bi se zadeva pravilno presodila. Sveti Mihael nam pomaga v boju proti grehu in zlu, proti Satanu in njegovim zlim duhovom. Poleg njega pa poznamo po Svetem pismu in izročilo še dva nadangela, to sta sveti Gabriel in Rafael. O Gabrielu vemo, da mu je Bog dal poslanstvo, da oznani presveti devici Mariji, da bo spočela Božjega sina. Od Boga je torej prejel čast, da je oznanil človeškemu rodu odrešenje, ki se bo uresničilo po devici Mariji. Pa tudi o svetemu Rafaelu pripoveduje Sveto pismo in to več kot o vsem drugem angelu. Njegovo poslanstvo je opisano v Tobijevi knjigi v Stari zavezi. Tu lahko prepoznamo njegovo trojno vlogo. Najprej je ozdravil očeta Tobiju, ki je bil slep, nato pa je njegovem sinu Tobiju razkril posebno zdravilo, naj vzame ribji žolč in mu pomaže oči, in takrat je njegov oče ozdravil. Delovanje svetega Rafaela se povezuje tudi z dogodkom iz Jezusovega časa, z ozdravitvijo hromega človeka, kjer je rečeno, da je Božji angel včasih razburkal vodo v bazenu Betesdi in nato bi bil tistim, ki bi prvi stopil v vodo, ozdravljen. Nekateri cerkveni očetje to povezujejo prav s svetim Rafaelom, zato se ga predvsem časti kot pomočnika v bolezni, ko molimo za ozdravitev. Drugič, spremljali je mladega Tobija na poti v mesto Ekbatana, kjer naj bi vzel dekle Saro za ženo in ga srečno pripeljal do cilja in nazaj, kar je bilo v veliko pomoč, saj takrat ni bilo varno potovati. Zato ga se časti kot zavetnika popotnikov. Še tretjič, pomagal je Tobiju vzeti Saro za ženo in zato se ga še vedno časti kot pomočnika, ko nekdo moli za iskanje življenjskega sopotnika, nato pa za srečen zakon. Poleg teh treh nadangelov poznamo še eno skupino angelov, po kateri imamo številna pričevanja iz izročila cerkve, iz življenja svetnikov, in sicer angele varuhe. Vsak od nas ima svojega angela varuha, ki nas nenehno spremlja, nam pomaga v naših stiskah. Vedno je z nami, čeprav ga seveda ne moremo videti, ker so angeli duhovna bitja. Nam bo pa v pomoč, če ga bomo iskreno častili in prosili za milosti, ki jih potrebujemo. Najprej, da bi bili zvesti Božjim navdihom, se trudili v vsem izpolnjevati njegovo voljo, ga ljubili iz vsega srca. Poznamo tisto kratko molitev k angelu varuhu, ki jo je dobro zmoliti zjutraj in zvečer, nato pa čez dan pogosteje, da se ne pozabimo obrniti na svojega angela varuha s kratko molitvijo in ga prositi za pomoč.
ki jo potrebujemo v raznih težavah, s katerima se srečujemo, ko potrebujemo razsvetljenje, vdih za odločitve, ki jih moramo sprejeti. Pri vsem tem nam bo pomagal angel varuh, če ga bomo iskreno in zvesto častili skupaj s 3 nadangeli. Za pomoč jih prosimo, zlasti danes svetega Mihaela, da nas varuje pred napadi hudiča in nas ohranja zveste Bogu. Amen. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha.